Ok. To je to. Skratka, ugotovili smo nujnost tega. Mogoče jaz sem to en stavek, ker jaz trdim, da je že boj, da to že pač se dogaja, družbene inovacije v javni pravi in da je bistvo, če hočeš jo speljati, potrebuješ medsektorsko sodelovanje. Ne? Se pravi, inovacija je kljub vsemu last inovatorja, ne? In se večinoma uvaja podjetniško, kar pomeni, da je ta medsektorsko sodelovanje tako rekoč nujno. Ko govorimo o, da bi recimo se pravi, javna uprava sama se šla družbene inovacije ali pa podjetnost sama se šla družbene inovacije, pač ni logično, ker družbene inovacije kljub samo sprememba v družbi, smo mi vsi tam, ne. Tako da mislim, da logika je, če bomo uspeli razumeti, da so družbene inovacije medsektorsko sodelovanje, da bo javna uprava seveda glavni kupec naših družbenih inovacij, seveda, da bomo lahko realno svoje pač inovacije, ideje prodajali, ne, uresničevali, delali posel, ne. Ok, to je to, hvala lepa. Super, hvala Borut za zanimivo jedrnato kratko predstavitev. Gremo kar do Špele. Špela, tvoja skupina je bila zelo polna, debata se je razvijala, veliko stvari smo ugotovili. Ja, debata bi šla lahko še naprej, a ne? Žal smo bili prekinjeni, ampak smo kar nekaj stvari tudi uspeli zapisati vsi skupaj, in sicer bom jaz zdajle samo pošerala tale naš skupni izdelek. Takole. Vidite? Ja. Takole, govorili smo o podpornem okolju in skupnih prostorih znanja. Smo zaznali zelo različne potrebe oziroma probleme na tem področju. Sicer začne se vse s terminologijo, s prepoznavnostjo oziroma prepoznavnostjo sploh pojma družbenih inovacij in s tem problemom, da že inovatorji sami ne prepoznajo sebe kot družbene inovatorje. Potem Špela, se slišimo? Nadaljevalo se je, da prosim? Vmes se mi zdi malo prekinja. Ja, se slišimo? Ja, se slišimo. Okej. Termin socialne inovacije ali družbene inovacije, ne, ker termina imata zelo različno konotacijo in se pojavlja potreba po uskladitvi le-tega, tudi na sistemski ravni, a ne. Potem pa ena od potreb oziroma problemov je nepovezanost akterjev, predstavnikov podpornega okolja za družbene inovacije, in sicer je bila ideja, da je potrebno graditi od spodaj navzgor, se pravi graditi skupnosti, ne pa samo prostorov znanja, se pravi tako kot je bilo že prej omenjeno, medsektorsko sodelovanje oziroma skupnostno sodelovanje z različnih področij, zato da se doseže neko kritično maso znanja, izkušenj in tudi konec koncev sredstev za preboje različnih inovacij, ne. Kar je zelo povezano s tem, da ni sistemske podpore, da je razpršen in nesistematski pristop. Pa še tole, zelo pomembno je, da bi uporabili in sodelovali z že obstoječimi nosilci znanja in veščin, kar pomeni, da jih moramo najprej prepoznati in potem seveda povezati in z njimi sodelovati. Zdaj, kaj imamo od tega na razpolago v trenutnem stanju? Smo tule navedli kar nekaj organizacij oziroma virov znanja in virov izkušenj, od RRA-jev, stičišč, socialnih podjetij in drugih subjektov socialne ekonomije, različnih coworkingov, pospeševalnikov in tako naprej, medgeneracijskih stičišč, mladinskih centrov, civilnih iniciativ,
Potem prenos znanja znotraj organizacij je tudi tu pomemben in pa prepoznavanje obstoječih projektov in pa izvajalcev. Tule so za Podravje našteti in pa obstoječi dobri modeli spodbujanja razvoja. To so nekako, zdaj, če bi še kdo kaj dodal, mogoče na to temo trenutnega stanja. A lahko jaz dodam? Ja, seveda, izvolite. Moram reči, da eno tako simpatično iztočnico, ki ste lepo povedali, da je treba v bistvu graditi te skupnosti. Mi v bistvu kot E3 skupnost smo ugotovili, da nas je pa to začelo po parih letih omejevati, ker seveda naša skupnost, so drugi, ki smo prišli v druga okolja, so pričakovali, da jih mi želimo si jih podrediti. Ne tako kot v antropologiji, en narod, drugo ozemlje, ali pa ta, ko se reče, lokalpatriotizem. In smo zato v bistvu zdaj v zadnjem letu zelo močno, ali pa 2 letih pa razmišljali, da je to seveda omejevanje družbene inovacije, skupnost, čeprav družbena inovacija prispeva k razvoju skupnosti, vendar, če se imenuješ kot skupnost, se pa omejuješ. No, zato smo zdaj dali to kot gibanje, dobro z dobrim, kot platforma in na tem množičnem financiranju za neko napravo za konzerviranje juh povezali medsektorsko toliko dobro, da nas je podprla tudi SID banka, komunalno podjetje, veliko posameznikov, realno smo neko množično financiranje, ki ni prilagojeno za to, da neke inštitucije investirajo v to, pač uresničili, dobili celo pisno odgovor od protikorupcijske komisije, da lahko javne osebe do 10.000 evrov investirajo v take projekte, tako da zdaj bomo to objavili, da pač drugič družbeno odgovorni posamezniki, poslanci, politiki podpirajo take stvari. Zdaj, kaj hočem povedati? Hočem povedati, da družbena inovacija, če hočemo, da bo res nalezljiva, se nam zdi pomemben, da skupnosti tukaj ne nadaljujemo tako, kot so se začele, E3 skupnost, pa KNOF skupnost, pa UNA, ker pa enostavno sodelovanja med nami ni. Če pa ni sodelovanje med nami, pa nismo potem nek podporno okolje drug drugemu, nismo nek sektor, ki bi realno imel lahko neko pomembno vlogo pri razvoju. Tako tukaj kot mojo, ker smo imela jaz to kampanjo, se moram reči, nisem dobila spodbudnih odgovorov od mojih socialnih podjetnikov, tudi mi rabimo svež denar, ne bomo te podprli in take neumnosti, tako da je neka logika, da v bistvu sektor, se pravi, če želimo sodelovanje zgraditi, moramo najprej sami sebe vzgojiti v sodelovalnem modelu, potem bomo lahko rekli, da smo mi mogoče nosilci nekih družbenih inovacij, tisti, ki smo del nekega sektorja socialne ekonomije. To kot moj pridak zraven, ker je to čisto sveža stvar, se pravi, realno smo ugotovili, da je skupnost slaba, se pravi, da zdaj, ko smo kot gibanje, smo v bistvu bolj povezali deležnike med sabo. Hvala, gospa Puh. Jaz mislim, da ravno to je ključ, da se odpiramo navzven, ne pa da zapiramo v smislu skupnost in skupine, ampak da širimo prostor ravno za to povezovanje. Tako. Hvala. Dobro. Zdaj prišli smo... Saša je še želela nekaj reči, moram povedati. Ok, hvala. Ja, jaz bi tudi dodala, da je bilo to v bistvu komentar na podlagi izkušenj, predvsem za coworking prostore pa prostore znanja, o kateri smo govorili, da tebi prazen prostor oziroma prostor nič ne pomaga, dokler nimaš ti skupnosti, in pri coworking skupnosti se je to pokazalo za zelo dobro, da pač ljudje, ki uporabljajo iste prostore, med seboj sodelujejo in gradijo in si pomagajo. Seveda pa je pač stvar kulture vsake skupnosti, če je odprta navzven ali ne, to ni bilo mišljeno nič zaprtega pa sektaškega, no. Hvala. Jaz tudi mislim, da ni bilo mišljeno nič zaprtega in sektaškega. Tudi sama pač
delujem na tem področju ustvarjanja skupnosti in med drugim tudi coworkinga in tako naprej. In si pa želim, da ne bi bili ti primeri doživljeni strani družbe kot nekaj zaprtega in čudnega in tako naprej. Zato mislim, da je treba res kar odprto o tem komunicirati tudi s širšo skupnostjo okrog nas. Smem samo še jaz, da ne bomo napačno govorili, družbene inovacije se ne dogajajo samo v sektorju socialne ekonomije. In mislim, da je to tudi en pomemben segment, na katerega je potrebno opozoriti, da se ne enači, ne vem, družbena inovacija je socialno podjetništvo ali pa sektor socialne ekonomije. Družbena inovacija je tudi, se lahko razvija v javnem sektorju, lahko proces je, lahko mehanizem. Družbena inovacija je lahko čisto v profitnem sektorju in mislim, da je to pomembno izpostaviti, da moramo razumeti, da družbene inovacije niso samo v sektorju socialne ekonomije. Hvala za ta pomemben pogled, res pomemben. Hvala za povzetek, Špela. Tule samo še delim, evo, ne bom več nadaljevala, ker se mi zdi, da smo že predolgi. 2 skupini trenutnih izzivov smo še določili, ampak hvala za enkrat, pa bom tole prezentacijo pol tudi poslala naprej. Potem gremo k tretji skupini, če ste za. Imeli smo še skupino strani Anite Hrast, merjenje družbenega učinka. Anite verjetno ni več z nami, a ste določili koga, ki bo prevzel vodenje tega poročanja? Imate koga? Ja, Mateja Karničnik. Zdaj, mi smo bili maloštevilčna skupina, pa tudi Anita nas je mogla žal kar kmalu zapustiti. Je pa imela zelo pomembne komentarje in seveda tudi izkušnje z tem merjenjem družbenih učinkov in pogled na celo zadevo. Bom pa poskusila deliti, kar smo vseeno pa uspeli skupaj zapisati, odgovoriti na nekaj vprašanj, razmisliti o njih. Vidite mojo prezentacijo? Ja, ok. Torej, kar se tiče trenutnega stanja v zvezi z merjenjem družbenih učinkov, je tako, da pravzaprav se veliko tega ne izvaja. Ni veliko podjetij oziroma socialnih podjetij ali zadrug, ki bi merili družbeni učinek. Metod, ki se lahko uporabijo, je sicer veliko, ampak običajno se uporablja ta SROJ metoda, ki pa seveda ni preprosta, je zelo kompleksna. Tudi smo ugotovili precej subjektivna. Je cela zadeva pri tem, ker pač sami odločamo, sami določamo, kaj so tisti učinki, kateri so deležniki in tako naprej. Skratka, po našem mnenju se veliko merjenja družbenih učinkov pri nas ne izvaja. Nimamo pravega podpornega okolja, je nekaj stvari že na voljo v okviru nekaterih projektov, vendar celotno področje ni dovolj razvito, sistematično urejeno na ravni, bom rekla, cele države. Tudi ni izbrane metodologije, kar je predvideval Zakon o socialnem podjetništvu, da bo metodologija pripravljena, po kateri se bo pač potem to merjenje izvajalo. Tega zaenkrat žal tudi še nimamo in hkrati smo ugotavljali, da tudi na ravni Evropske unije ni neke sistematične močne podpore na tem področju. Zdaj, kako mi vidimo, kdo bi moral sodelovati pri reševanju tega izziva oziroma oblikovati neko to rešitev, kako bi lahko uredili zadeve pri nas, smo se pogovarjali o tem, da bi se pravzaprav morali združiti predstavniki vlade, civilne družbe in tudi gospodarstva.
ker v končni fazi ni dovolj, da samo socialna podjetja merijo družbeni učinek, ampak bi bilo morda prav, da to merijo vsa podjetja. Ne? Tako kot poročajo o družbeni odgovornosti, je tudi družbeni učinek stvar, ki bi ga lahko poročali, merili in poročali vsi. Zato smo tukaj predvideli sodelovanje gospodarstva. Vključili bi tudi strokovnjake, svetovalce za strateško svetovanje. Pogovarjali smo se tudi o potrebi neke zunanje neodvisne institucije, ki bi zadeve verificirala ravno zato, ker je precej subjektivno to merjenje in bi potem bila kot neka zunanja ustanova, ki bi tudi to pogledala in podala neko svoje mnenje, verifikacijo, je ok, ni ok. Skratka, morda oblikovati delovno skupino iz vrst teh deležnikov, ki bi začela malo bolj obravnavati, sistematično obravnavati to vprašanje, ki bi predvidela neko strategijo podpore, na kak način bi se sedaj pomagalo, bom rekla, socialnim podjetjem oziroma vsem tem, ki bi želeli imeti družbeni učinek, da to naredijo. Pogoj je pa seveda tudi, da se nekako poenotimo, kateri je tisti način, metoda merjenja, ki jo bomo vsi uporabljali, zato da bo na koncu koncev tudi primerljivost rezultatov omogočena. Ok, pogovarjali smo se tudi o predlogu, da bi bil lahko ukrep na tem področju kot razpis neke koncesije. Kdo lahko to dela, tudi javni razpisi in voucherji v pomoč podjetjem, socialnim podjetjem, da bi se lotili tega merjenja. Skratka, neka strukturirana, dolgoročna strategija, mora biti za celotno gospodarstvo, bi bila potrebna. Pogovarjali smo se tudi o ideji kvotnega sistema, sodelovanja med socialnimi podjetji in gospodarstvom, se pravi, tako kot imajo, ne vem, invalidska podjetja, neko kvoto, koliko invalidov morajo zaposliti, bi bila neka kvota, koliko sodelovanja, ne vem, na kak način bi to merili, no, ampak skratka, da bi bilo potrebno sodelovanje gospodarstva tudi z socialnimi podjetji oziroma z subjekti socialne ekonomije. In bi tudi to lahko potem merili, ne, učinek takšnega sodelovanja. Zdaj, katere modele, rešitve si lahko vzamemo za zgled? GECES je po vedenju Anite, pa tudi kar ostali poznamo, bil na tem področju zelo aktiven, vendar ne vemo zdaj v tem trenutku, kako je s tem, in bi veljalo pri njih preveriti, ali obstajajo res kakšni dobri primeri, ker tako kot rečeno, tudi na ravni Evropske unije smo ugotavljali, da ni veliko sistematično urejenih rešitev na tem področju. Tako, no, pogledali smo tudi malo v Avstralijo, kjer obstajajo tudi neke zveze na tem področju in podobno, ampak prav konkretno nekega modela pa pač noben izmed nas zaenkrat ne pozna. Super, Mateja Krničnik. Bi imel še kdo kakšno vprašanje v zvezi s to predstavitvijo? Aha, Lenka sprašuje. Ne, jaz nisem vprašala, nisem to tisto, kar je Duška omenila, da ne bomo mi nekako definicije, kaj je inovacija, ne. Inovacija je pač inovacija, je tehnična ali družbena, ne, tako da kdo jo izvaja, ponavadi tiskajo izumi oziroma tiskajo kupi od nekoga, ki jo je inoviral. Tako da tukaj zdaj logične inovacije so po vseh sektorjih, po vseh deležnikih, stvar pač nekega nove storitve, novega produkta, tako da sam toliko za prej. Glede tega, kar ste pa rekli, glede kvotnega sistema, jaz pač vodim invalidsko podjetje,
in moram reči, da kvotni sistemi so negativni, mislim, če je potreben kvotni sistem, potem se ve, da se je vse druge stvari že izčrpalo, ne? Ker ni to simpatična stvar. V kvotnih sistemih se vedno dogajajo neka pranje denarja. Jaz recimo sem mogla skoraj dokazovati, da sem sploh sposobna kaj delati, ker invalidska podjetja so nesposobna karkoli delati, tako da ni to neki pozitiven kvotni sistem. Koncesija, ne, to imajo Angleži zelo močno, se pravi, če hočeš ti neko družbeno stvar, neko inovacijo vpeljati in jo financirati, seveda koncesija absolutna možnost, ne, kvotni sistem, pa saj jaz imam podjetniške izkušnje s tem, je prej negativen kot pozitiven. Okay, hvala za to izkušnjo iz prakse. So bile samo ideje, no? Ja. Smo v fazi brainstorminga, tako da razpravljamo v takem varnem okolju, ne. Hvala, Mateja, za to predstavitev, zelo zanimive zadeve ste ugotovili. Zdaj imamo pa še zadnjo, četrto skupino strani Franje. Oni so razpravljali o tem, kako prilagoditi, povečati sredstva in izboljšati oziroma poenostaviti preglednost sistema financiranja. Pa nas zanima, kako je šlo v tej skupini. Franja, boste vi predstavili na kratko, kaj ste ugotovili? Bom predstavila, bom tudi delila screen. A se vidi? Aha, vidi se, ja. Ja, nas je bilo v skupini malo, smo bile v bistvu 3 oziroma 4 potem. Zdaj med njimi tudi 2, ki sta bila predstavnici manjšega socialnega podjetja, smo ugotovili, da je na to temo je pomanjkljivo podporno okolje za socialna podjetja, targetirano na socialna podjetja, ne, in tudi, kar se tiče potem teh razpisov in tako, je zelo težko omejen dostop do virov, je bil ugotovljen, enkratnost teh razpisov, a ne, to se pravi, potrebnost mogoče nekega programskega financiranja, da ko so razpisi težko konkurirati oziroma se prijaviti na razpis in biti uspešen, a ne, to se pravi, to zahtevnost teh razpisov, da pogoji razpisov niso naklonjeni manjšim podjetjem, ni ustreznih razpisov za podporo za socialna podjetja, za podjetnike začetnike, da v prvi fazi razvoja vsekakor povratna sredstva niso ustrezen mehanizem. Potem smo se pogovarjali tudi o tem, da nekatere občine nudijo svoje prostore subvencijo najemnin, a ne, da to je ena izmed možnosti, katere bi se lahko tudi bolj posluževala socialna podjetja, da je pač ključen izziv ponuditi ustrezno podporno okolje in finančno podporo za socialna podjetja in v podporo razvoju pač družbenih inovacij, a ne, tako kot smo ugotovili, da v bistvu družbene inovacije so veliko širši pojem v tem okviru. Zdaj, v tem času, ko smo govorili, no, sem jaz malo mogoče sestavila zdaj tele cilje, a ne, da je pač potrebno povezovanje, sodelovanje, to je tudi ena udeleženka zelo močno poudarila, a ne, da več takih srečanj, da se ljudje med seboj pogovorijo, a ne, da se podelijo svoje izkušnje, tudi neke rešitve, a ne, da so take zadeve dobrodošle, ne, to se pravi, potrebno zato tudi imeti neko financiranje, a ne, in teh dogodkov in teh razprav in v oblikovanje pač rešitev in odgovorov na izzive, s katerimi se soočamo v lokalnih in regionalnih okoljih. Potem je ključno tudi znanje, ne, to se pravi, krepitev kompetenc, tako za zagon, a ne, financiranje krepitva, vedno je tule odzadaj potem nek finančni mehanizem, ki mora pač te predlagane cilje potem podpreti, da razvoj oziroma izgrajevanje in krepitev kompetenc za zagon nosilcev, socialno-podjetniški razvoj organizacije, ustreznih izobraževanj, usposabljanj, strokovna svetovanja, ne, tudi to je bilo poudarjeno močno, in tudi za to znanje, ne, za sledenje, evalvacijo, za merjenje družbenih učinkov, ne. Da pač zdaj tako daleč nismo prišli, kakšne sheme bi to bile, a ne. Vsekakor je potreben razvoj finančnih shem in pomoč pri dostopanju do finančnih virov,
Zelo zahtevna je ta administrativno-tehnična in tržanska podpora, pa druge storitve. Potreben je tudi razvoj kompetenc podpornih organizacij. Ena gospa je rekla, da pač obstajajo recimo spodtočke, ampak niso namenjene direktno socialnim podjetjem in tako. Pomemben je ta prenos dobrih praks in skupne delitve. Zdaj ukrep pač je seveda krepitev podpornega okolja, to, kar je bilo tudi že izpostavljeno danes, targetirano na socialna podjetja, potem mentorske sheme izobraževanja, kontinuirano delati in pridobivati nova znanja. Pomembna so nepovratna sredstva za financiranje družbenih inovacij, zato ker v bistvu povratna sredstva marsikje, redko kje pridejo tukaj v upoštev, pa sredstva za izpeljavo programov in strokovna pomoč skozi sam proces. Zdaj, mogoče se malo, vseeno je bilo zelo hitro treba tole sestaviti skupaj, je omejen dostop do virov, v bistvu enkratnost teh razpisov je malo problematična, ker določeni razpisi so bili, to se pravi, bilo treba klele mogoče neko programsko financiranje in tudi potem skozi merjenje, skozi sam proces. Zdaj pa v času debate, kaj pa bila, sem pa dopisala še to, kar je bilo rečeno potem, da mogoče ena možnost so tudi koncesija, vavčerji, o tem sicer mi nismo govorili, pa da v prvi fazi razvoja podjetja povratna sredstva vsekakor niso ustrezen mehanizem. Tako, to je bilo v bistvu to, kar smo lahko potegnili ven iz tega naše debate, pogovora. Hvala za zelo zanimivo predstavitev. Ima kdo še kakšno vprašanje s strani udeležencev za Franjo? Ali pa kakšen komentar? Jaz bi mogoče samo okrog financiranja, omejena dostopnost do virov, da se ne dogaja samo omejeno, zdaj pa govorimo o socialnih podjetjih, ne samo za družbene inovacije, diskriminatoren pristop pravzaprav, recimo za določene razpise se lahko socialna podjetja prijavljajo, recimo na podjetniški sklad, samo če so zadruge ali DOO-ji, ne morejo se pa druge pravne oblike, recimo če so društva ali pa ustanove, rečemo, in to konec koncev zakon opredeljuje status socialnega podjetja in bi morali imeti vsi enakopraven pristop. In v okviru Sociolaba smo Borut tudi že odreagirali in na Ministrstvo za gospodarstvo in na podjetniški sklad, da bi se pravzaprav moralo omogočiti dostop do virov vsem enakopravno, vsem socialnim podjetjem. Gledam tudi zdaj pri COVID, recimo ukrepih, kjer je možno nabavljati, dobiti sredstva za nabavo zaščitne opreme, zopet ena socialna podjetja imajo to možnost, druga nimajo. In to je tudi eno od izzivov, ne samo, da bi morala biti posebna linija za socialna podjetja finančnih mehanizmov. Če lahko Dušan, kaj jaz tukaj pridam, napaka se je naredila izvirna pri zakonu, ker je omogočila, da se društvo organizira kot socialno podjetje in seveda tukaj se je takrat tisti zakon oziroma pravilnik o podpornem podjetniškem okolju razširil na zadruge in zavode, to se je uspelo, na društva se pa zaradi zakonodaje enostavno ni mogel, tako da realno povedano smo takrat kar truda vložili in fino je, da se je ta tema takrat odprla v državi, ker namreč MGRT oziroma naša država je pod gospodarske družbe izločila tudi zadruge v celoti, kar pomeni, da je ta ostank iz prejšnjega, ostank neke napake se vleče tudi že iz gospodarskih pa definicij. Vendar jaz mislim, da je bolj pomembno, da se podjetnike usmerja, da ne ustanavljajo društva kot socialna podjetja, ampak vsaj zavode, in da je to, kar je zdaj urejeno kot podporno okolje, približno okej. Seveda, če se ne spušča tega pravilnika ven, kar se zgodi včasih na MGRT-ju.
Jaz mislim, da je treba pač rešiti, ne moramo zdaj negirati, da imamo kup socialnih podjetij, ki pa pač imajo pravno osebo društva in da zakon, ki je v pristojnosti tega istega ministrstva, je to dovoljeval in še dovoljuje. Ne? Ja, v podpornem okolju jih usmerjamo v druge pravne oblike, ampak dejstvo je, da takšno stanje imamo v Sloveniji. Lahko še nekaj povem tukaj. Ravno to, kar je Duška povedala, ne? Zanimivo je to, ko smo na Slovenski podjetniški sklad pisali, v čem je problem, da dovoljujejo dostop do sredstev samo, torej to podporno okolje na voljo samo ZGD in zadrugam, ne? Je bil njihov odgovor, zato, ker samo ti izvajajo gospodarske dejavnosti. Mi smo potem napisali eno daljšo interpretacijo, kjer smo v ZGD pogledali, da pravzaprav gospodarska dejavnost ni opredeljena. In so se sklicevali na izraz, ki ne obstaja. Poleg tega smo ta dopis potem poslali vzporedno tudi na MGRT. Naša teza je bila, oziroma teza, predlog spremembe razpisa je šel v tej smeri, da vsi subjekti, ki imajo status socialnega podjetja, izvajajo gospodarsko dejavnost in so upravičeni do vseh mehanizmov, finančnih in tudi nefinančnih, ki pripadajo subjektom ustanovljenih po ZGD-ju. Hec pa je v tem, zdaj niso še odgovorili z SPS-a, z MGRT so pa pritrdili tej interpretaciji. Ne more pa seveda MGRT ukazati SPS-a, dajte zdaj to spremeniti. Skratka, to je zadeva, ki je ravno kar odprta. Jaz upam, da se bodo tukaj omehčali, kar bi v bistvu pomenilo, da je ta dilema razrešena, ne? Ali društva ali ne. Ne, vsi, ki imajo status socialnega podjetja, imajo podjetniško dejavnost, imajo gospodarsko dejavnost in so upravičeni do teh mehanizmov podpore. Ne? Jaz bi še eno drugo temo mogoče povprašal, zdaj izkoristil tale naš plenum tukaj, ker delamo večinoma, ali pa nas zanimajo družbene inovacije. Ne? Vprašal bi, ali mogoče kdo ve, kaj se je zgodilo s projektom, ki ga je Ministrstvo za javno upravo vsaj še lani podpiralo, oziroma so bili člani, neki Interreg projekt je bil, in sicer je šlo za javno naročanje inovativnih rešitev, ne, kar je po zakonu o javnem naročanju možno. Ne. Kjer je šlo za to, da je ministrstvo mehanizem javnega naročanja videlo kot spodbudo za uvajanje družbenih inovacij. Torej javno naročila, kar je zakonsko možno, kot orodje spodbujanja družbenih inovacij. EU ima to razdelano tudi skozi zakonodajo, pri nas se pa to imenuje JNI, javno naročanje inovativnih rešitev. Me zanima, če kdo kaj ve o tem, če se je tukaj kaj premaknilo. MIU je torej, kot rečeno, že imel nekaj tega, ampak me zanima, če kdo kaj ve o tem na ravni ministrstva, če se je kaj tu zgodilo, ali pa če to mogoče že kdo uporablja na ravni lokalnih samouprav pri javnih naročilih. Ja, mi. Se pravi, zakon o javnem naročanju je, zdaj moram reči, ne vem kjerega leta, ampak že par let nazaj se je noter pač dopisali pridržana javna naročila, katera so samo za socialna podjetja, invalidska podjetja in zaposlitvene centre. In moram reči, da praksa je bila zelo težko to vpeljati. No, mi smo delali nekaj izobraževanja za te, ki pišejo razpise, in smo v bistvu jih imeli enkrat skoraj 100 udeležencev, pa tako počas. Vemo pa, da je že kar nekaj razpisov bilo tako speljanih. Mi imamo dve pogodbi kot pridržano javno naročilo, v enem smo celo 2 socialna podjetja skupaj, v enem smo samo mi. Povsod je bilo vzadaj neki, se pravi, drugačen pristop, se pravi, nismo delali neke storitve, samo pač neko čiščenje, kaj takega. Eno delamo na ekoskladu za ledno pisarno, eno delamo pa odstranjevanje invazivnih rastlin v Vipavski dolini. Tako da, ja, ta pristop je zelo možen in MJU je imel, smo se kar pogovarjali veliko z njimi, je pa seveda ponudba na strani socialnih podjetij, invalidskih in zaposlitvenih podjetjih premalo inovativna, da bi se bolj odpirali. Ne? Se pravi, preveč je nekako, premalo ambicioznosti je v ponudbi.
Ampak, če smem dodati, to je v bistvu druga stvar, pridržana javna naročila, pa ta inovativna, ne? Če se ne motim, mogoče Franja. Je to bilo v okviru ALPSIP projekta, veš, morda ti? Ne vem, samo ne poznam zdaj to, če je bilo to v okviru tega projekta. Žal ne. Ampak sigurno pridržana javna naročila. Mi smo imeli enkrat v okviru enega posveta na Gorenjskem na to temo tudi debato, no. Tako da to zakon dopušča, ne, to je poznano, zdaj to pa ne moram komentirati. So to te impact bonds mogoče? Povezava Ne. kakšna, ne? Ne. Ne, ni to to. Stvar je v tem, da je v zakonu o javnem naročanju je možno ta pridržana javna naročila, ne, dati, kadar se naročajo zdravstvene, socialne in kulturne storitve, socialnih in drugih posebnih storitev. Navajam iz zakona. Skratka, je možno ta element družbene inovacije tudi v pridržana, ne samo v JNI za javno naročilo za inovativne rešitve. Ne. Pri obeh je možno to vključiti, če obstaja volja razpisovalca. Tako je, ne. Ni nujno, ne, je pa možno. Ne. Meni se to zdi zanimivo, pač seveda na nacionalni in na ravni lokalne samouprave, ne. Če je volja razpisovalca. Ne. Ja, pa jaz sem takrat vprašala, koliko je takih primerov, se jih ni. Ja, jih ni, jaz tudi mislim, da jih je. Ja, kako se reče, eden mora začeti orati ledino, ne, in mislim, da zdaj, če gledate na portalu, pa date pridržana javna naročila, že kar nekaj najdete, sicer velikokrat je to klinčevo čiščenje, ne, ker pač tako ponudbe sedi tako tepejo sam na dol. Večinoma je pa res ta inovativnost, se pravi, javni naročniki imajo res lepo možnost, ne, tukaj podpreti nek nakup, neke inovacije, ki bi rešila njihov izziv, ne, to je enkrat ena. In tudi evropski razpisi, tam, ki se zahteva že zbiranje ponudb po zakonu o javnem naročanju, ima tukaj veliko priložnost, ne. Če pa ne bomo znali biti ponudniki, ne, pa ne bomo tudi nič prodali, ne. Tako da tle je bolj stvar ponudbe in povpraševanja, ker zakon o javnem naročanju, ne, je naročanje, ne. Moraš pač, vsako stvar moraš prej pokazati, da na trgu obstaja, da se bo ta naročnik odločil, ker hoče dobiti vsaj 3 ponudbe, ne samo eno, ne. Tako da je bolj kot ne stvar ponudbe najprej, ne. Najprej kura, pol jajc, najprej kura. Ko je Nena Dokuzo razlagala mehanizme zdaj, te neposredno pred nami, pa tudi naslednjo finančno perspektivo, sem se o tem spraševal, a je možno, glede na to, da bo predvsem na preizkušnji opravilno sposobnost ministrstev in pa kakih agencij pri razpisovanju denarja in pa absorpcijska sposobnost vseh subjektov, ne. Ampak ali obstaja možnost, da te elemente se spravi v javne razpise in pozive, se to bo verjetno bolj ali manj edini oblike, jaz ne vem, če bo katere vse oblike bodo uporabljali za črpanje teh sredstev, predvsem za React, ki se bo takoj začel že, ne. A je možno spraviti to paradigmo, o kateri govorimo o družbenih inovacij, nekaj malega dikcije obstaja, kot smo rekli v zakonu o javnih naročilih, pa uredbo o zelenih javnih naročilih tudi je zanimiva, kar se tega tiče. To dikcijo spraviti pravzaprav v to razpisovalsko mašino deljenja denarja, ki bo zdaj prišla z Reactom pa še z ostale sklade, ne, kot novi perspektivi. Neka ocena bi me zanimala, ne, zdaj, kot nekdo, ki dela na zagovorništvu znotraj projekta SocioLab, ta ekosistem, ki ga delamo v Podravju, ne, in to smo opazili, da je precej pomembno, da spravljamo te paradigmatične ideje nove noter v javno upravo, zato tudi delavnice, ki smo imeli danes. Mene zanima, ima že kdo izkušnje s tem in kaj si misli o tem, a je to smiselno ali možno? Če lahko jaz povem, ko smo delali v Sloveniji to patno specializacijo, to je bilo nekaj leta, smo v bistvu se, jaz pa Violeta Bulckar trudile, da bi družbene inovacije bile, se pravi, to je sem ne vem kaj, horizontalno, kaj vertikalno, se pravi, da bi vsi projekti, ki dobijo javno financiranje v raziskavah in razvoju, ne, mogli zagotavljati, da imajo vgrajeno tudi družbeno inovacijo. In takrat to ni šlo čisto skozi. Je pa res, da SVRK je takrat rekel, da če bodo projekti
dali noter v svoj stroškovnik merjenje družbenih učinkov, pa plačilo družbenega inovatorja, da bodo pa to nekako sprejeli kot priznan strošek. Tako da tukaj jaz pač osebno SVRK skozi držim malo za besedo, ker vam to pisno od njih takrat v času pametne specializacije so nam pisno dali to, da bi seveda bilo to pametno, da vsi projekti, ki so financirani iz javnih sredstev, morajo noter v svojem razvoju določiti, kakšen bo njihova raziskava, njihova inovacija prinesla nek družben vpliv. Seveda, če bi to uspel, oziroma ker bo to skozi slej ko prej uspel, je seveda spet naša absorpcijska možnost sodelovanja teh nas podjetnikov, če se bomo znali povezati s temi deležniki, z raziskovalnimi inštitucijami, fakultetami in tako naprej. Ker tukaj se mi zdi, da je ta sektorska delitev tista, katera te premike še omejuje. Tisti trenutek, ko to povezovanje speleš, je pa to dosti lahko. Evropa že zahteva merjenje, že zahteva, da v razpisu napišeš, kako bo to vplivalo na družbo. Tako kot imaš zdaj zagotavljanje enakih možnosti, kot horizontalno temo je verjetno zagotavljanje družbenih učinkov lahko postane horizontalna tema. In jaz mislim, da slej ko prej celo v teh programskih dokumentih bo, koliko pa to na papirju, po mojih izkušnjah je pa druga stvar in koliko se bo realiziralo. Ja, mi smo skupaj s Kemijskim inštitutom že tak projekt dobili in je tudi moja sodelavka Petra Props zdaj pri njih zaposlena, ker so oni kot Kemijski inštitut potrebovali nekoga, ki se približno spozna na merjenje družbenih učinkov in tega, ker je ona magistrirala na tem področju. Tako da v bistvu je zanimivo, da zdaj je tle pri teh stvarih kadrovski manjko. Se pravi, mi nimamo, še Hrvati so nekoga z doktoratom, so se lahko vključili v te tokove teh raziskav. Mi tle Slovenci so pa majčkeno zamudili, ampak stvar je taka, da zdaj, če bomo dovolj odprti za neka sodelovanja, tudi taka, da ti gre ta boljši človek iz naše ekipe na Kemijski inštitut, pač bomo lahko to nadoknadili v letu, dveh. Ok, super. Jaz se zahvaljujem Frani, Aniti oziroma njeni namestnici Mateji, Špeli in Borutu za zelo zanimive predstavitve. Mislim, da smo danes dobili nekaj zanimivih izdelkov, ki se jih da še nadgraditi. Absolutno imamo tudi izstopnice za kakšne delavnice, srečanja, teme, webinarje v bodoče, a ne, Tanja? Boš ti, Tanja, še predstavila ostalim in hvala tudi udeležencem vsem, ki ste se uspeli tega udeležiti, kaj se bo s temi materiali dogajalo naprej? Ja, jaz bi najprej se opravičila za tehnične težave. Jaz sem želela biti v vsaki skupini nekaj časa, pa mi je pa Zoom je pregorel očitno, ker nisem mogla prestopati sobe v sobo. V enem trenutku sem celo mislila, da bo vse skupaj dol padlo in sem samo vesela, da ste vi v sobah bili varni in da ste uspeli tudi se pogovarjati. Žal mi je tudi, da nisem slišala Boruta, ampak jaz bom vsakega od vodij skupin še poklicala danes, ta teden, jutri, ne vem, bomo našli en čas, da vas malo povprašam, kakšna je bila dinamika v skupinah. Sicer pa, ja, najlepša hvala vsem za vaše aktivno sodelovanje. Kot sem omenila že na začetku, celotno dogajanje teh 3 srečanj, ki naj bi bilo en dan v živo, je seveda podpora ali pa financirano strani Interreg projekta ASIS, kjer bomo tudi uporabili te današnje izdelke, deloma seveda, namreč še vedno je eden od naših ciljev, da se napiše ali pa priporoči neka strategija alpske regije za družbene inovacije in to na večjih področjih, torej vsa področja, ki smo jih danes zajeli, pa še nekaj dodatnih in mi pač to raziskujemo, torej ta področja v 5 državah, se pravi Franciji, Italiji, Nemčiji, Avstriji in pa Sloveniji.
in tudi vse, kar bomo skreirali in vse predloge, ki jih vse te države tako na lokalni, regionalni, nacionalni ravni uspemo pripraviti, bodo predstavljena torej v prvi fazi preko delavnic v vsaki državi javnim inštitucijam, tudi občinam, ministrstvom, regionalnim agencijam, potem pa tudi na evropski ravni. Tako da upamo, da vse, kar govorimo, kar razvijamo, te teme, da bodo slišane, in kar je Borut rekel, jaz mislim, da je možno, da so nekateri predlogi upoštevani, tudi zato mislim, da je Nena recimo bila danes tu in se pogovarjala z nami, tudi če se bo dalo kaj vključiti, jaz mislim, da bo vključila v programe, in mislim, da je cilj njen, SVRK, ministrstva in vseh nas, da se sredstva počrpajo. In zdaj, če bomo znali biti aktivni in jih porabiti oziroma predstaviti programe, v katerih bodo videli neko dodano vrednost, tudi tisti nad nami, jaz mislim, da je to možno, sploh zdaj, ko se ekosistem razvija. Tako da, torej v februarju in marcu bomo ponovno organizirali delavnice, bom pravočasno obvestila vse, upam, da se bomo ponovno zbrali vsaj v takšnem številu kot v teh 3 srečanjih, potem pa v aprilu bomo imeli pa še en seveda projektni zaključni dogodek, ki bo pa mednarodni, na žalost trenutno planiramo, da bo tudi ta preko spleta, ampak zna biti pa zanimivo, ker se bomo z ekosistemom pač povezovali preko 5 držav. To pa spet neka dodana vrednost, spet so neke dobre prakse, ki jih lahko ali delimo z drugimi ali prevzamemo mi sami. Tako da jaz bi res vsakemu in vsem, ja povej, Lenka. To hočem povedati, ta link sem odprla, ki si ga dala, Tanja. To je bilo prejšnji petek. Hočem povedati, da tisto, kar je prej Borut spraševal, moji zapori so točno v tem projektu, Borut. Se pravi, mene je MJU kontaktiral in to je njihov projekt inovativnosti, in ko so me kontaktirali, so povedali, da so slišali prvič za nekaj konkretnega, kar pomeni, da smo, če lahko temu rečem, kot ponudniki promašili že nekaj časa. Ampak točno tukaj noter je ta moj sodelovanje zapori v tem njihovem projektu. No, to so oni že, mislim, da letos nekje februarja, marca, ne vem kdaj, hoteli imeti prvo delavnico, pa potem smo se zaprli, pa ni šla skozi in zdaj se je prejšnji petek naredila ta delavnica preko Zooma. Ampak jaz mislim, da oni aktivno iščejo ta ekosistem. Jaz zdaj pač jih nisem sem povabila, lahko se pa naredi nekaj na to temo. Jaz sem povabljena mesec ali 2 nazaj, pač preden so to zaporo naredili in so v bistvu oni potem po tistem moji predstavitvi, ker meni prej to sami ni uspel, so oni povezali te deležnike skupaj in bomo to lahko speljali. Se pravi, oni so neke vrste providerji družbenih inovacij, kamorkoli v javni sektor. Se pravi, če imaš neko idejo, da bi rad speljal, ne vem, v Kranjskih vrtcih neko družbeno inovacijo, so te MJU-jevci tisti, ki pri tem pomagajo in imajo za to nekaj malega sredstev, nekaj zelo malega, kar pomeni, da mora biti ta predlog oziroma ta ideja povezana z nekim prihrankom v javnem sektorju ali pa neko drugo stvarjo. Ni to nek projekt, da te oni v celoti plačajo. Sem ti dala tudi na mail, Borut. Če koga pa zanima, me naj pač še kontaktiram, bom dala kontakte. Borut, ne slišimo vas. Ja, se priporočam za informacije to od Lenke in od Tanje. Jaz sem ti dala na mail, tako da imaš. Super, hvala, to je to, v redu, bom pogledal dalje, pa si bom drzno tudi Lenko kontaktirati, če bo treba. Hvala, Lenka. Tanja, tebi pa itak. Ja, hvala.
Lahko zaključimo na tej točki, tako da še enkrat res hvala vsem, pa želim vam prijetno stop v zimo, pa v prednovoletni čas, pa upajmo, da bo prihodnost svetla. Spremljajmo volitve, spremljajmo tvite našega. Vse dobro vsem. Tisti pa, ki želite spalahta, se še pogovarjamo malo. Jaz se bom poslovila. Hvala lepa, pa srečno.